Sem Pija Sem Ana Marija in študirava flavto. na Dunaju in v Gradcu. Ja, v bistvu se ne spomnim točno dogodka oziroma časa, ko sem začutila, da bi bila glasba moj poklic. Ampak ja, v bistvu mama je učiteljica glasbe, sestra prav tako doštudirala klavir. Tako da kar hitro sem v bistvu začutila, da me glasba zelo veseli. In že od samega začetka sem razmišljala o tem, da bi rada postala učiteljica flavte. Mogoče me je tudi lastna učiteljica navdušila nad tem, ne vem v bistvu prav. Tako da, ja, je pa že dolgo v meni, da razmišljam o tem, da me glasba zelo veseli. Pri meni je v bistvu bilo malo drugače, ker nisem nikoli imela občutka, da bi ciljala na poklic, ampak sem enostavno hotela nadaljevati s flavto. In me je ta želja po nadaljevanju, po raziskovanju glasbe še naprej nekako pripeljala do tega, da si želim, da je to tudi moj poklic, tako da sem to odkrila nekako neposredno. Jaz se spomnim, da ko sem bila majhna, sem si najprej želela igrati violino, ker sem jo enkrat videla v orkestru, ker je pač v večini inštrument v orkestru violina. Potem pa sem enkrat slišala igrati flavtistko in se mi je zdelo tako lepo, kako se je premikala na odru, kako se je inštrument bleščal in kako je ona tudi lahko govorila skozi inštrument, kar se mi je zdelo, da je bilo še bolj očitno kot pri violini. In me je to nekako očaralo, da sem si v tistem trenutku premislila in od takrat naprej. Jaz v bistvu tudi ne vem, v bistvu, zakaj ravno flavta, ampak vem, da sem bila na enem javnem nastopu v glasbeni šoli, ko je sestra igrala klavir in tam nastopajo seveda različni inštrumenti. In vem, da sem videla flavto in mogoče zato, ker se sveti, ne vem, mogoče me je to pritegnilo. To je pri večini. Ja. Je pa zanimivo, da si rekla ravno violina, ker ko sem šla na sprejemne, sem v bistvu bila prvič premajhna, da bi začela s flavto, zato sem mogla sprejemna na glasbeni šoli še enkrat iti delati, da so me potem sprejeli na flavto, ker pač še nisem imela stalnih zob. In so mi takrat pa ponudili, če bi šla violino, ampak mi pa to bilo čisto odveč in sem se kar jokala. Sem imela tudi podobno izkušnjo s tem, so me tudi hoteli preusmeriti, ampak ko si enkrat odločen, kot otrok je to težko preusmeriti. Ja, v bistvu v Sloveniji je le ena akademija za glasbo. Tako da je mogoče tudi konkurenčnost po eni strani večja, je manj prostora, da te vzamejo, po drugi strani pa ni konkurenčnosti med samimi akademijami, kot je na primer v tujini. In mislim, da zato so študiji v tujini mogoče ti odpirajo tudi več možnosti mednarodnega sodelovanja. Pa tudi mogoče bolj težijo k temu, da se hoče res vsaki fakt se mi zdi izboljšati. Ne vem, če se tebi tudi tako zdi, da težijo k izboljšavi, mogoče celo malenkost bolj kot tu v Sloveniji na Akademiji za glasbo. Tako da potem je pač seveda skupek vseh faktorjev, da se odločiš, ok, grem v tujino, ostanem v Sloveniji, ker seveda oboje ima svoje prednosti in svoje slabosti. Tako da ja, potem je pač res, tako kot sem rekla, več faktorjev, ki vplivajo na odločitev. Ampak pri meni je v bistvu bilo predvsem, da hočem mogoče širšo spoznavanje ljudi mednarodno. Ja, pa tudi na univerzah drugod je mogoče tudi študij glasbe že malo drugače zastavljen, ima tudi malo več smeri kot pri nas. In mi smo se o tem informirali na koncu srednje šole in si tudi ugotovil, da mogoče pri nas še niso izoblikovani ti različni stili, kot so v tujini. Sicer mi tudi stremimo k temu, ampak ja, mogoče je malo več različnih smeri, kam se lahko usmeriš v glasbi in ti da pač več širši predmetnik in tako dalje. Je pa tudi bilo v začetku pri odločitvah pomembno v povezavi z individualnim profesorjem in mislim, da smo obe že spoznale profesorje, ki so naju potem učili na dodiplomskem študiju in smo se tam dobro počutili in se enostavno vpisali v tujino, tako da je bilo enostavno povezano z večjimi različnimi odločitvami, ki so pripeljale potem v to smer.
čeprav je bil izziv nemščina na začetku, ampak je tudi... Vse gre. Ja, tudi dosti dobrega iz tega potegneš potem. V bistvu smo mi glede tega imeli malo težjo nalogo, ker smo začeli študirati leta 2020 v času korone in smo v bistvu, tako kot vsi študentje tudi doma seveda, prvič prav začeli z faksom, tako da smo imeli vse v živo po 2 letih študija. In je bilo se toliko težje asimilirati v okolje, ker mogoče na začetku zato smo imeli manjši krog ljudi, mogoče samo tiste, ki jih poznamo. In je tudi potem soočanje z jezikom bilo toliko težje na začetku, ker pač nisi imel toliko priložnosti se vključevati v okolje. Zato je mogoče trajalo malo dlje, da se privadimo na vse. Tako da bi rekla, da to bil najtežji aspekt, ker ko si že tako ali tako nov na faksu in potem še je tuji jezik, ki ga jaz osebno nisem znala tekoče na začetku študija, te potem več stvari malo bolj preseneti, kot bi te sicer, če bi imel to možnost res v živo spoznavati ljudi in biti sprejet v neko okolje, kot pa je bilo zdaj to po 2 letih. V bistvu seveda tuji jezik predstavlja določen izziv. In mislim, da je ravno to mogoče največja, pa ne ravno ovira, ampak res izziv. Vem, da mogoče tudi zaradi korone in koronskih let, ampak vem, da sem rabila potem 3 leta vse skupaj, da greš po ulici brez tiste anksioznosti v sebi, da če te kdo govori, kaj boš odgovoril, ali pa če greš samo v trgovino, kaj boš povedal, kako boš, odreagiral, če te kdo kaj vpraša in da se tega strahu, da pač nimaš več tega strahu v sebi, kar traja. In mislim, da je to res tak velik izziv. In nasploh se mi zdi, da pač ovira je tudi, ko si iščeš stanovanje, ko sploh ti si še šla na Erasmus, greš na primer v tujo državo, kjer ne moreš ti pogledati, kje boš živel, ti to vse prek spleta si organiziraš, to je res velik izziv. Jaz vem, da sicer sem v Gradcu, to ni daleč stran, tako da sem lahko šla gledati stanovanja, vem pa, da sem si mogla sama elektriko zrihtati, greš tja in potem se tam dogovarjaš za elektriko, ko si star 19. Besedišča konkretnega za elektriko, ne, seveda. Pa star si 19, nasploh še nimaš nekaj ful pojma o tem, kako to poteka. Tako da mislim, to so pač te ovire, ki seveda jih potem prebrodiš, ampak ja, mogoče včasih ni vse rožnato na začetku, ko greš v tujino. Ja, je potrebno kar stopiti iz cone udobja Ja, in se zelo. v bistvu navaditi na neke stvari, po drugi strani pa se nikoli ne privadiš zares. Ja. Ja, ampak mislim, da rabiš res dosti poguma na začetku in enostavno pač samo se lotiti stvari brez, da preveč razmišljaš. Ja, Jaz v bistvu tega občutka nisem imela, ker vseeno Graz je zelo blizu, zelo veliko Slovencev nas je na Graški univerzi. Na faksu dejansko nisem začutila, da bi drugače gledali, ker je res tako mednarodni faks, da ne dobiš takšne. V bistvu se že skoraj Slovencev se mi zdi, da v Avstriji, sploh na tu Štajerskem, tudi Koroškem, mogoče dojemajo že skoraj kot svoje. Jaz sem imela na začetku podobno izkušnjo, ker je tudi v Celovcu, kjer sem dokončala dodiplomski študij, veliko Slovencev, čeprav mesto kot samo te preseneti, da mogoče ni tako slovensko, kot bi si predstavljal, ampak univerza pa ja, na univerzi pa nimaš občutka, da bi bil kakršnakoli posebnost ali da bi te drugače obravnavali zaradi tega sploh. Če se trudiš z jezikom, če se trudiš tudi z njihovo tradicijo, da si spoštljiv, to jim največ pomeni, da poskušaš, torej da se ne držiš samo svojega, ampak da se poskušaš asimilirati, hkrati pa imaš še svoje kvalitete, ki jih prineseš iz svoje države. Ampak na primer na faksu na Dunaju pa sem imela te izkušnje, da sem imela smolo, smolo ali pa izziv, da sem bila v razredu, kjer so bili samo naravni govorci iz Nemčije in Avstrije, jaz pa sem bila edina tujka, potem pa imaš ta občutek, da mogoče se morajo tebi prilagajati, ampak ti enostavno
želiš, da bi vse potekalo normalno, ampak imaš mogoče ta občutek nekje vzadaj, če ravno že znaš jezik, se že trudiš z njimi, ampak da ti morajo še kaj dodatno razložiti, ker je pač enostavno besedišče na določeni stopnji že takšno, da ga ne uporabljaš vsak dan. V bistvu je pri mojem študiju zaenkrat imam občutek, da je težko tipičen dan, ker se vsak dan razlikuje med sabo, vsak dan imaš drugo vajo, vsak dan je drugo predavanje. Nimamo teh predavanj, ki bi bile razdeljene čez cel teden, ampak je vsak dan drugače zastavljen. In je malo težje ujeti ta bioritem, ampak odvisno, kakšne so tvoji cilji in kakšne so tvoje potrebe v tem trenutku, si pač zastaviš dan. In pri meni osebno to deluje tako, da zjutraj najraje grem vaditi, če imam čas pred predavanji ali pa pred vajami. Potem rešiš te študijske obveznosti čez dan, potem pa zvečer spet vaja in vmes pa si vzameš čas še za prijatelje, če je čas, zvečer pa mogoče kakšen koncert, ampak to je nekako kar zapolnjen dan. In ja, je v bistvu kar težko usklajevati vse skupaj včasih. Ja, se strinjam, da v bistvu ne obstaja tipičen dan glasbenika, bi rekla. Ja. Mislim, tipično je samo to, da vsak dan vadiš. To je ena stalnica, ena stalnica, ki se v bistvu ne da dati vstran. Ampak ja, v bistvu je mogoče res izziv potem, kako usklajevati to, da vseeno vadiš, kar je del faksa, ampak kot si ti rekla, da vadiš pred študijskimi obveznostmi, mi velikokrat vadenja dejansko ne tretiraš kot študijska obveznost, čeprav je. Ampak pač tretiramo kot študijska obveznost, da greš na predavanje in tam, ne vem, sediš se pogovarjati. Ja. Tako da, ja, jaz bi rekla, da ni tipičnega dneva in da je res od vsakega faksa odvisno. Tudi, na primer, če si glasbenik in študiraš samo koncertno smer, je drugače, kot če si glasbenik, ki študira obe smeri, tudi pedagoško ali pa samo pedagoško. Je to vse zelo relativno in tudi če si glasbenik in študiraš kompozicijo ali dirigiranje, je povsem drugače, kot če študiraš kakšen inštrument, tako da je težko posplošiti. Pride pa zaradi tega tudi do izgorevanja včasih pri večjih ljudeh, zato ker si mogoče misli, kdo da mi nimamo toliko študijskih obveznosti, ampak zaradi tega pa je, ker je tako raznoliko, ker moraš v istem dnevu včasih 2 uri zjutraj, 2 uri zvečer vaditi, vmes vaje, vmes korepeticije, še 2 predavanja in tako naprej. In včasih te lahko enostavno izčrpa in ko pride kakšen fraj dan, enostavno samo spiš. Se težko držiš tega bioritma, tako da je težko imeti tipičen dan, res. Jaz bi rekla, da je največji izziv ohranjati motivacijo in si organizirati ne samo tisti dan, ampak leto, 2 leti naprej, ker pač v bistvu moramo vedno stremeti naprej. Kaj boš počel med poletnimi počitnicami, ali boš šel na kakšen masterclass, kakšen tečaj, ali greš na kakšno audicijo, ali boš šel na tekmovanje in to je nenehno organiziranje vnaprej. Nikoli ne razmišljam v bistvu samo za en semester. Mislim, potem si že malo odzadaj, no. In mislim, da je to kar izziv, ker na primer tudi, če primerjaš s športniki, oni imajo svoje trenerje, mi imamo sicer svoje profesorje individualne, ampak oni imajo še, ponavadi ne učijo samo, ampak še igrajo v orkestrih, imajo svoje koncerte in oni tisto organizirajo, tebi ne organizirajo življenja, tako kot na primer pri športnikih včasih trenerji oziroma imajo zaposlene ljudi, ki organizirajo potem vse, mi pač to moramo vse sami. Zato te organizacije vzame res veliko časa, zraven pa ohraniti še motivacijo za vadanje, tudi ko se tvoji cilji ne izidejo, ko si razočaran nad avdicijami, tekmovanji in potem še vseeno vztrajati. Mislim, da to je pač največji izziv. Ja, bi se strinjala. Sploh pri organizaciji glede teh tečajev in audicij in vsega. To so ponavadi prijave zaključene že
več kot pol leta, preden se sploh dogodek začne, potem pa ti sploh ne veš, če boš sprejet, sploh pri flavtah je dostikrat problem, zato ker v orkestru lahko vidimo 3 flavte, ali pa 2. In zaradi tega je pri nas to še toliko težje, ker ti res veliko energije vzame vsa ta organizacija, ampak ni pa nič zagotovljeno. In ravno to, kot si rekla, ti potem marsikaj tudi uide, ker enostavno je toliko stvari za poskrbeti sproti. Naprimer, sam si moraš sestaviti vsak urnik, pri nas nimamo niti fiksnih urnikov in je že organizacija biti hkrati na večjih mestih, se včasih tako občuti, ampak ja, nekako to usklajevati in si tudi razporediti, kdaj boš delal kateri predmet, hkrati pa skrbeti za lasten razvoj, za zunanje faktorje, za v bistvu, ker ti tečaji, avdicije, orkestri ne spadajo pod zahteve univerz. Pod predmetnik. Ja, to vse v lastni režiji in v bistvu ti samo profesorja obvestiš o tem, kam se boš prijavil, ker tudi ni njegova stvar, da bi tebe silil v kaj. Sploh jaz nisem imela takega občutka pri svojih profesorjih do zdaj, ampak nekako pričakujejo to od nas, da imaš ti razdelan svoj plan in potem jim ga predstaviš in oni s tabo delajo, da bi ti lahko dosegel ta cilj. Tako da je res kar velik napor, bi mogli biti lastnega menedžerja. Bi bilo fajn. Ja. Ja, jaz sem že doživela, da v bistvu en teden sploh nisem mogla poslušati ničesar sploh nezavestno. Seveda, kot si rekla, pač vse posod slišiš glasbo, zdaj se tudi v ozadju predvaja in te ne moti, dokler, ampak mi smo velikokrat tako vpeti v glasbo, da v bistvu vsak zvok dojameš mogoče še na potenco z nekom, ki se ne ukvarja mogoče z glasbo in zato si bolj dovzeten do vsega in zato lahko pride do prenasičenosti. Tako da jaz sem to že doživela in rabiš včasih odmor in od flavte in od klasične glasbe in od druge glasbe tudi seveda. Jaz sem to doživela v takih primerih, da naprimer samo spremenim žanr in nisem še tako močno občutila tega, da bi mi postala glasba prenasičena v smislu, da bi se ji odrekla za nekaj časa, ker mogoče nisem dojemala drugih žanrov na tak način kot klasičnega, ker klasičnega mogoče analiziraš in z nekim analitičnim sluhom poslušaš in tudi druge kompleksne žanre, potem pa enostavno pač izklopim ta senzor, analitični senzor in poskusim z drugimi žanri, ki jih asociiram tudi z drugimi občutji, čeprav je klasična glasba lahko asociirana z veliko lepimi občutki, ampak imaš pa v sebi ta nagon že skoraj, da pač moraš analitično poslušati, da moraš razdelati, da v bistvu da razumsko dojemaš glasbo, ne čustveno, kot mogoče drugi ljudje, mi razumsko dojemamo glasbo, skoraj matematično bi lahko rekli. Da je to tvoje področje in nekako si primoran, ampak ja, včasih pa, ko pride do te prenasičenosti, pa ja, enostavno se poskusiti odmakniti od tega. V bistvu enkrat, ko sem šla v nižji glasbeni, me je spremljala moja sestra na klavirju in vidvi odigrava, se prekloniva, greva za odrje in takoj, ko vstopiva, se pogledamo, si čestitava in sestra reče samo ti nimaš cele flavte, ki je noga od flavte in jaz seveda te zgroženo pogledam. In v tistem, ko si na odru igraš in si malo v transu in sploh se nisem več spomnila, ali dejansko sem imela nogo na odru, če je bila noga od flavte na odru. In v tistem seveda panika, že je šel naslednji nastopajoči na oder. In so potihoma odprli vrata in smo samo pogledali in hvala Bogu je že, pač noga je odpadla stran, ko je že bilo v bistvu zavesa in se ni videlo, verjetno se je slišalo, ampak jaz takrat seveda nisem ugotovila. Hvala Bogu je bilo s flavto vse v redu, ampak ja, v tistem je res, ko pomisliš in sploh ne veš, ali si igral dejansko z vsemi deli flavte ali ne. Ampak ja, je bilo kar potem zabavno.
Meni se je v bistvu lansko študijsko leto zgodilo to, česar me je bilo v bistvu strah in zaradi česar nisem nikoli nastopala s tablico, z iPadom, ne. Ker pač to se vedno več uporablja, zato ker je pač res ko študiraš, imaš že neko maso notnega gradiva, ki ga moraš tudi nositi cele dneve na hrbtu in potem nas dosti zdaj pač zamenja in gremo na digitalno obliko, da lahko imamo res čim več v čim manjši obliki. Ampak za na oder pa vedno imam papir, zato ker ne zaupam tehnologiji do te mere, ker nočem imeti stresa še dodatnega s tem, da moram skrbeti za to. Ampak potem pa si enkrat lani nisem sprintala not. Sem bila tako, okej, se to zdaj študijski koncert, ni problema, bom že odigrala s tablico, ampak se ravno takrat zgodi, da mi naenkrat ne gre več obrniti strani na tablici. In problem je bil ta, da smo že odigrali 2 stavka, bile sta še 2 flavtistki zraven mene na odru in enostavno jaz nisem mogla obrniti strani. Oni dve pa sta imeli tudi samo svoj part, tako da nisem mogla niti pogledati ne desno, ne levo. In smo enostavno čakali. Minila je že minuta, jaz nisem mogla narediti čisto nič. Nisem mogla ugasniti tablico in potem jo ponovno zaženem, kar traja in se že vsi smejijo, oni dve zraven mene tudi čakata, jaz samo poskusim, v tistem momentu sem poskusila samo globoko dihati, si samo misliti, se to lahko zgodi, ravno to, česar sem se bala, ampak sem v tistem pač poskušala to obrniti na humor in sem tudi pač rekla v publiko, da zaradi tega ne igramo s tablicami in sem potem samo poskusila res ujeti nazaj svoj center in potem bilo vse okej, ampak smo se pač nasmejali sredi skladbe in od takrat naprej ne igram več s tablico. Je bilo samo enkrat in tudi zadnjič. Meni je težko izbrati med, da bi nenehno bila intonančno točno in z dihom. To mislim, da težko se odločim med obema, ampak intonančna točnost ali pa res, da nimaš problemov z dihom, da lahko fraze brez razmišljanja o tem, kje boš dihnil, koliko boš dihnil, boš zdržal frazo do konca. Mislim, ne vem, težko se odločim med tema dvema. Ja, jaz bi rekla, da tudi pri memoriziranju, jaz bi vse imela to super moč, ker se mi zdi, da mi včasih pobere preveč energije v to, da se moram naučiti neko skladbo na pamet, ko bi lahko takoj znala in se potem obremenjevala z boljšimi stvarmi v glasbi, kot so nianse, različne razlike v frazah, kako lahko pripoveduješ skozi skladbo, kot pa to, da se res samo včasih že matematično učiš po nekih shemah, ko pač se ni tako lahko naučiti vseh skladb, ker včasih si stvari ne sledijo preveč logično, sploh v modernejših kompozicijah in če bi lahko to enkrat prebral in znal na pamet, bi bilo super. Ampak ja, tudi dih pa je nekako stvar, okoli katerega vse bazira pri flavti in če bi to lahko vedno znal umestiti popolno in se ne bi rabil obremenjevati s tem, bi vse ostalo se tudi lažje poklopilo. Pusti me pri miru. Jaz tudi rabim počitek. Jaz bi rekla sebe, ker se mi je to zgodilo pred enim mesecem. Jaz bi sicer tudi rekla sebe. Odvisno od obdobja, po moje. Za me je zgodilo tudi že. Ne vem. Po moje bi pri obema bi se znal, mislim, ne vem. Ja, mislim, ko se zgodi, tako da je težko izbrati. Ja. To sem pa jaz naredila.